Danes se bomo posvetili razlikam med življenjskimi pogoji v vodi in na kopnem. Raziskovali bomo predvsem, kako živijo rastline. Poglej si te 3 slike. Kje misliš, da je njihovo življenjsko okolje? Vodne rastline ne potrebujejo zaščite pred izsušitvijo, zato so listi ali celotne stelke nežnejši. Tiste alge, ki živijo v pasu bibavice ob morju, pa imajo stelko pokrito s sluzjo, ki jih ščiti pred izsušitvijo v času, ko jo vseka. Vodne rastline ne potrebujejo močnih opornih tkiv, ki bi jih držale pokonci. Nekatere vodne rastline, kot na primer vodna leča in pa mnoge alge, pa niso pritrjene na dno, ampak prosto plavajo. Nekatere cvetnice, ki so se v evoluciji prilagodile na kopno, so razvile korenine, liste in steblo. Mogoče pa so se kasneje spet prilagodile na vodno okolje. Tako so sicer obdržale korenine, steblo in liste, nimajo pa močnih opornih tkiv, ker jih drži pokonci voda. Korenine v glavnem potrebujejo rastline na kopnem za pritrditev na podlago. Delno pa z njimi črpajo mineralne snovi iz podlage. Sedaj pa odpri zvezek in zapiši te razlike med kopenskimi in vodnimi rastlinami.